Po nekaj mesecih deževnega vremena in koronavirusa, ki ni omogočal druženja, je končno napočil dan za finale velike Krpanove nagradne igre. Na čudoviti kmetiji na Podplatu smo se zbrali skupaj 3 finalisti, Jernej, Valentina in Zvonka, predstavniki podjetja Piše Kvitli Krpan, Logar Boštjan, glasbeniki ter ekipi radia in televizije Veseljak z Veselkom. V oddaji S petkami na deželo smo v 2 krogih nagradne igre iskali najstarejši vitelj in najgozdarko. Jernej Kavšek iz Kresnic je mesto v finalu dobil z najstarejšim 40-letnim Krpanovim vitlom. Mlada 18-letna Valentina Šmit z planine pri Sevnici pa je vse prepričala s svojo srčno predanostjo gozdarstvu in zmagala v natečaju Najgozdarka 2020 in si z nazivom zagotovila drugo prosto mesto v finalu. Zvonka Šuper z Ponikve pri Žalcu pa je v 3. krogu nagradne igre dobro poslušala radio Veseljak in ugotovila melodijo Veseljakov glasbeni vitel in tako postala 3. finalistka v boju za čisto nov vitel Krpan 5SI. Posebej za ta praznični dogodek so se zbrali Bojan Lugarič, Robi Novak, Franci Kolar ter Tilen Kočevar in poskrbeli za glasbeno podlago in odlično vzdušje na dogodku. Potem, ko smo se vsi okrepčali z dobrotami, je bil čas za veliki finale. Uvodno lovljenje košarkarskih žog naj bi ponazarjalo to, da bodo tudi vse ostale tekmovalne igre sila preproste, kot je bilo to dvigovanje in prijemanje žog z grabežem. A ste pripravljeni? Ja, Jernej? Ja, Valentina? Ja. Torej, vi ste pripravljeni, da se velika Krpanova nagradna igra začne na 3, 4, zdaj! Prva igra se je imenovala Vitel meter. Tekmovalci so imeli na voljo 1 minuto, da ocenijo dolžino žične vrvi. Korakanje in merjenje na oko je največ točk prineslo. Najbližje je bila Zvonka. Naš Veselko bo Zvonki napisal 5 točk. Zvonka, koliko je bilo 40 metrov, ste rekla, ne? Pravilno je bilo pa 47,10. Kot drugi se je pravilnemu rezultatu najbolj približal Jernej in dobil 3 točke z oceno 63 metrov. 1 točka pa gre Valentini, ki se je pravilnemu rezultatu najmanj približala. V drugi igri Krpan Rima so imeli tekmovalci na voljo 3 minute, v tem času pa so morali zapisati čim več besed, ki se rimajo na besedo Krpan. Največ rim je napisala Valentina in prejela 5 točk. Druga je bila Zvonka in prejela 3 točke, Jernej pa je prejel 1 točko. Sledila pa je po mnenju vseh najtežja tekmovalna igra. Ja, takole, dragi tekmovalci, na sporedu je že 3. igra, ki se imenuje Prepoznavanje vrst lesa. Tukaj pred vami je kar nekaj lesa, ki je oštevilčen iz te strani in sicer od 1 do 25. Zato vas prosimo, če na table napišete številke od 1 do 25, ob katerih boste potem zapisali, katero vrsto lesa vidite ali mislite, da se skriva pod številko, ki je napisana na polenu, na drvi. Ja. Vse skupaj je navdušilo Zvonka. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudi 10! Bravo, Zvonka! Punce! Pa če še kakšnega tako napisali, vi imate danes tako srečo, da po mojem bil tudi prav. Tako kot Valentina je prepoznala 10 vrst lesa in prejela 10 točk. 6 pravilnih odgovorov in s tem 6 točk pa si je v 3. igri priigral Jernej. Sledila pa je že 4. naloga, v kateri je bilo potrebno oceniti kubituro hloda. Potem, ko so tekmovalci rezultate zapisali na table, nam je Logar Boštjan Petek pokazal, kako se pravilno izmeri kubitura lesa. In koliko smo zdaj ugotovili, pravilen rezultat je? Jaz mislim, da je okoli 0,65. Tokrat pa je vse skupaj navdušila Valentina z neverjetno natančnostjo njenega izračuna. Z odgovorom si je prislužila 5 točk, 3 točke je dobila Zvonka in Jernej 1 točko, ki se je pri kubituri lesa najbolj uštel. Po predzadnji igri sta bili tako Zvonka in Valentina izenačeni. Organizatorji pa so že začeli razmišljati o dodatni finalni tekmovalni igri v primeru izenačenja tudi po zadnji 5. igri Krpan Kviz. A ste pripravljeni? No,
Imeli bomo 5 vprašanj, torej vsak pravilen odgovor da 1 točko. In a kar začnemo, jaz enega, ti enega, narediva tako? No, dajmo. Dobro. Kot pri milijonarju, vprašanje številka 1. Od kdaj podjetje Krpan izdeluje vitle? A. 1967, B. 1977 in C. 1987. A, B ali C. Sledila so še 4 vprašanja vezana na podjetje Krpan in na koncu je točkovanje razkrilo zmagovalko. Aha, Veselko se Vsemu števa. pomagamo. Ja, Veselko tudi še v šolo hodi, tako da mu gre, matematika mu gre. 25 Ja. pa gre, ja. Valentina 4 točke, skupaj jih je potem 25. In Zvonka skupaj 23 in to pomeni, da imamo zmagovalko velike Krpanove nagradne igre. In to je Valentina Šmit. Bravo, čestitke! Valentina, ti si zmagovalka velike Krpanove nagradne igre. Kako se počutiš? Ja, odlično, ne? Mislim, biti zmagovalka ni kar tako, ne? In pa itak je bilo kar pestro. Ja, katera naloga ti je bila najtežja? Prepoznavanje lesa je bilo kar zakomplicirano, čeprav tudi merjenje zajle ni bil mačji kašelj. Ja, Zvonka ti je vestno sledila, si pričakovala, da bo tako tesen rezultat na koncu? Ja, seveda sem vedela, da ne smem podcenjevati in je res bila kar miza petame. Ja. Kaj pa zdaj vitel, kako ga boš uporabila? Ja, uporabljam ga takoj, ko ga domov pripeljem in pa seveda bom uspešno in nadaljevala delo. Vsi skupaj smo bili mnenja, da je šel vitel v prave roke. Zvonka je tako rekla, da ne rabi to več, da si želi, da je drugi pripeljejo drva domov in nacepijo, da je že v tistih letih, da si to tudi zasluži, tako da Zvonka čestitke. No, Jernej, vi imate pa doma tudi že vitel 2, kaj bi še s tretjim. Tako da... Tako kot sem dejal. Nasmejan Jernej nam pove vtise, kako se je imel. Odlično. Nimam besed, neke nove izkušnje v mojem življenju. Fajn je bilo tule videti, pa malo z Vselakom sodeluje, s Krpanom. Morbiti se bomo še za kako gozdarsko kdaj odločili, ne v naših hribih. Bi še kdaj šel v kakšno tako nagradno igro? Ja, takoj, z veseljem. Če bo kdaj še kakšna, sem z veseljem prijavim. Sploh na Veselaki. Vsi pa se strinjamo z Zvonko. Najlepše je sodelovati, ne zmagovati. In sem zelo vesela za Klementino, Valentino, da je dobila vitel, ker ga bo znala uporabljati, mlada je še, ampak naj bo pa zelo pazljiva, ker to so resni dodatki pri traktorjih, tudi smrtno nevarni. Takole, mi smo že v salonu podjetja Pišek Vitli Krpan v Jazbini v Šmarju pri Jelšah in tukaj smo zato, da končno podelimo, lejte ga lepotca, tale čudovit vitel. Valentini Šmit je glavno nagrado Vitel Krpan 5 SE, ki je kar nekaj mesecev čakal v salonu, podelil Franc Pišek, ustanovitelj in lastnik podjetja Pišek Vitli Krpan. Čestitam in podarjamo to vitlo. Ko sem že prej omenil, je nismo mogli prodati, smo jo pa podarili. Kakšen vitel pa je dobila Valentina? Te 5 SI vitle smo mi začeli delati, ker sem jaz toliko trg spremljal, ko bi se še dalo našem trgu slovenskem ponuditi. Ker pri nas ni tako denarja, kot v tujini in se neko za tiste malo težje, ko kupijo, pa imam taki strojček pripravljen, da verjetno bojo zadovoljni in se super obnese, tako da brez problemov bo to delala. S tolažilima nagradama direktor Franc Pišek obdari in razveseli tudi Jerneja in Zvonko. Čestitke vsem 3 finalistom za pokazano izjemno znanje. Mi smo v prvi vrsti zelo presenečeni, ker so se vsi 3 tekmovalci odlično odrezali. Prepričani smo, da je šel vitel v prave roke. Smo pa pri snovanju iger vedno smo želeli ukomponirati naše izdelke, prikolico, vitel in pa tudi nekaj teorije. Ne glede na to, kdo je pač vitel dobil, mora nekaj vedeti o Krpanu. A te je kdo tekmovalcev še posebej presenetil? Jaz sem prepričan, da je tukaj gospa Zvonka vse nas presenetila. Mogoče nismo pričakovali, da bo tako parirala s Valentini, ki je v bistvu
profesionalna gozdarka že skoraj, tako da Zvonka nas je pozitivno presenetila, so bili pa vsi zelo dobri. Janja pa smo ga podelili, tale vitel, ki je tukaj za nama. Lepo se je tole naše sodelovanje radia, televizije in pa podjetja Pišek Vitli Krpan razpletlo, a ne? Ja, res se je krasno razpletlo. Mi smo šli ta vitel že kar nekajkrat preveriti, če še tukaj stoji. Mašanco? Je. No, ta končni zadnji datum smo prestavljali kar 3 mesece. Končno smo dobili lepo vreme in smo dobili ravno pravšen dan, malo po polni luni, pa tudi pravo zmagovalko, tako da smo res veseli vsi. Zelo dobro delo smo naredili radio in televizija Veseljak, tako da se veselimo naslednjega podviga, ki že teče in se res veselim vseh skupnih dogodkov, ki še pridejo in ki jih ne bo malo. Tako da hvala za sodelovanje televiziji Veseljak in seveda Krpanovim, ki so nas tako lepo sprejeli, tudi pogostili in poskrbeli za naše nagrajence, tudi za naše poslušalce, gledalce. Vsakokrat priskočijo na pomoč, tudi s kakšno nagrado razveselijo našo publiko, tako da res vsi skupaj lepo sodelujemo. Vidi se, da pri Krpanu delajo v okolju polnem izzivov in v tovrstnih dogodkih najdejo veselje in navdih biti zanesljivo močnejši.